Evo, skratka, začenjamo. En lep pozdrav vsem skupaj, ki nas gledate tu in vsem, ki nas gledate preko video posnetka. Preden najavim današnjega gosta, bi imel vendarle en uvod vezan na dogajanje v svetu, tragične zgodbe, ki se odvijajo v naši neposredni bližini. Je pa to sporočilo seveda vezano tudi na današnjo temo današnjega dne, o tem v zelo kratkem. Tako nekako bi povedal. No. Jaz se ukvarjam s preučevanjem geopolitike kot novinar že 22 let. 20 let hodim na krizna žarišča oziroma pač vojna območja. Mislim, da nisem izpustil niti ene večje vojne v naši neposredni soseščini oziroma neki širši regiji, Bližnji vzhod, ki mu ne pravimo iz kratko brez veze bližnji, Severna Afrika. Te stvari, recimo zakaj hodim tja kot vojni novinar, to zaradi tega, ker če preučuješ geopolitiko, moraš iti na območja, kjer se geopolitika oziroma različni geopolitični interesi spopadajo v svojih najbolj brutalnih oblikah. Prebral sem po mojem z eno manjšo knjižnico knjig o vsem tem skupaj in to so zelo kompleksne stvari, zakaj prihaja do vseh teh katastrof človeških in tako naprej. In zakaj te stvari velikokrat tudi uhajajo izven nadzora, ravno zaradi te svoje kompleksnosti. Ne? Ampak se da, smatram, razložiti neko dogajanje v svetu zelo enostavno, brez da bi se tu podcenjevalo samo resničnost in realnost današnjega časa, današnje dobe. V mojih očeh, kakor jaz vidim stvari, se trenutno odvijata v tem 21. stoletju dva procesa. Enega lahko imenujemo militarizacija. Svet je podrl rekord, mislim, da je bilo to lansko oziroma predlansko leto, v oboroževanju. Torej, pred kratkim smo kot svet presegli oboroževanje v vrednosti 2000 milijard dolarjev na leto in strumno korakamo v lastno pogubo proti 3000 milijardam dolarjev na leto. Militarizacija sama po sebi predvideva sovraštvo, razpihovanje sovraštva, predvideva rasizem, ksenofobijo, različne fanatizme od verskih do ideoloških in tako naprej. Ne? In enostavno nam ne prinaša absolutno nič dobrega, le nove in nove krize. Drugi proces, ki se trenutno odvija na svetu in predstavlja nekakšen antipod oziroma antipol temu prvemu, bi ga lahko poimenovali preprosto ekologija. Čisto povsod na svetu, izjeme so redke družbe, kot je mogoče severnokorejska pa še kakšna, ampak sicer pa praktično po celem svetu se ljudje od aktivistov do lokalnih skupnosti do seveda strokovnjakov z različnih področji usmerjajo v varstvo okolja, v varstvo narave in tako naprej. Poudarja se podnebna pravičnost, tudi pri nas je zelo lepo videti mlajše generacije, ki se organizirajo v skupine, kot je Mladi za podnebno pravičnost. In ekologija predvideva prav to. Predvideva vse te stvari, ki so kontra rasizmu, ki so kontra sovraštvu in tako naprej. Preko podnebne pravičnosti pravzaprav predvideva neko zavedanje, človeško globalno zavedanje, neko človeško globalno vest, ki jo nujno v tem času potrebujemo in tukaj ni veliko za filozofirati. Ne. Nam bo kot ljudem ali uspelo skupaj ali pa bomo skupaj propadli. Ker ne nazadnje, kakršenkoli bo naš konec, bomo skupaj, ker smo eno človeštvo. Ne. Tudi jaz sem eden od teh vojnih novinarjev, ki so se v zadnjih letih vključili v okoljevarstvena oziroma naravovarstvena prizadevanja, v te boje. En takšen naš zelo znan primer je seveda tudi cenjeni kolega Boštjan Videmšek. Kar se mene tiče, in bom o tem govoril nekoliko kasneje, ni prav, da že na samem začetku dam preveč pozornosti nase. Rad bi povedal samo to v povezavi tudi z našim prvim gostom 7. sezone Dežele pridnih. V tem letu in pol sem po Sloveniji spoznal nekatere najbolj predane in najbolj srčne in najbolj požrtvovalne in najbolj pametne ljudi, ki jih naša družba ima. Zelo me veseli, da so nekateri od teh ljudi danes tudi z nami v občinstvu.
Rad bi se pa zahvalil svojemu zavezniku, prijatelju, novemu človeku v svojem življenju, s katerim skupaj sodelujeva že nekaj časa, in to je Aljoša Petek, ki je okoljevarstveni pravnik oziroma naravovarstveni pravnik, dela pa na PIC-u, Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja. Lepo vabljen, hvala ti, da si vzel čas, da si z nami danes. Z veseljem, hvala za vabilo. Ok, zdaj pa začniva. Veš kaj, rad bi, da te vendarle ljudje nekoliko, publika nekako bolje spozna, ne? Pa bi ti zastavil vprašanje, ki tega tudi v procesu najinega spoznavanja nikoli nisem. Torej, zakaj si se odločil, da boš kot pravnik se osredotočil, fokusiral prav na področju varstva okolja? Kdaj in pa zakaj? Ja, jaz sem bil recimo zelo dober ali pa uspešen, predvsem v naravoslovnih vedah. Tekom srednje šole, na koncu so mi šle najboljš fizika, kemija, matematika in takšne stvari. Ampak, ker so mi bile te zadeve, bom rekel, zelo všeč, ali pa so mi bile recimo, malo sem se jih naveličal dejansko, pa sem rekel, mogoče bi pa jaz nekaj družboslovnega študiral, pa bom potem to nekako povezal v celoto, a ne na družboslovje, naravoslovje, nekako, kaj pa vem, naredil neko svojo življenjsko pot na tem. In potem sem se odločil kot en izmed naivnih, ker mislim, da smo vseeno v manjšini, a ne, da bom šel študirati nekaj, kjer bom delal pravične stvari in kjer bom skrbel za pravičnost v družbi, a ne, se pravi, šel sem študirati pravo. Ta ideja pravičnosti študija in te stvari so se, bom rekel, pri meni zelo hitro porazgubilo, no. Zelo hitro sem nehal verjeti v ta študij, na katerem sem bil, sem pa zelo trmaš človek, tako da sem študijem pač porinil do konca in končal faks, potem tudi magistriral, no, zdaj sem na doktoratu, tako da tole je povsem nasprotju s tem, kar tu govorim, ampak kakorkoli. Že v prvem letniku se mi je nekako razblinila ta ideja, no, da je to nekaj, kar bo s čimer bom jaz lahko bistveno prispeval, no, družbi, v tej družbi, ki smo, v tem sistemu študija pravnega, kot ga imamo v Sloveniji. In sem bil kar precej v precepu, no, prva 2 letnika, 3 letnike, nisem vedel, kaj bom sam sabo, če sem čisto iskren. Potem pa me je pravzaprav preko čist naključja, a ne, profesorica s faksa nekako prepoznala oziroma povabila v projekt. Profesorica Vasilka Sancin, ki je pač, bom rekel, čudovit človek tudi z vidika, da mladim ljudem omogoča sodelovanje na projektih in mladim študentom nekako omogoča karierne poti, seveda, če študente to zanima, a ne. In ta projekt je bil pravzaprav prvi na temo ravnanja z odpadki. In v tem kontekstu, a ne, sem videl, hej, mogoče je pa tukaj nekaj, a ne, kar lahko dejansko koristi. Takrat smo se ukvarjali z odpadno električno in elektronsko opremo, a ne, ki je danes, bom rekel, nekaj zelo aktualnega. Kasneje, čez leto, sem se ukvarjal potem še z odpadno embalažo. In preko teh projektov, pravzaprav ob študijskih dejavnosti, a ne, je mene začelo področje prava, ki se ukvarja dejansko z varstvom okolja, ali pa v tistem primeru bolj za trajnostno, ne, kako kot družba delujemo, kako delujemo s svojim, bomo rekli, sranjem, a ne, smetmi in tako naprej. Preko tega nekako vidiš, kako celotna družba deluje, kako deluje produkcija, kako deluje konsumpcija in te stvari. In takrat sem se pa jaz nekako našel na dodiplomskem študiju, ne, s tem projektom in potem na podiplomskem študiju še na enem drugem projektu, a ne. Potem je pa nekako zaneslo še v pravno kliniko še eno obštudijsko dejavnost varstva okolja, prav pravna klinika varstva okolja, ki ga pa PIC, a ne, tam, kjer zdaj delam, je izvajal skupaj za pravno fakulteto v Ljubljani, sem šel še tja, ne, prostovoljno pogledati, kaj se dogaja in kako, in mi je bilo zelo všeč in takrat sem se spoznal tudi z Senko Šifkovič, a ne, moja mentorica na PIC-u, tudi okoljsko pravnico, ki pa deluje na tem področju že bistveno dlje kot jaz. In me je nekako vzela pod okrilje. In potem vse ostalo se je nekako, bom rekel, zelo lepo in stopnjevito, a ne, potem zgodilo do tega, da sem zdaj v službi kot okoljski pravnik, ne, tako se promoviram oziroma tako vedno povem, ko me nekdo vpraša, Aljoša Petek, okoljski pravnik, tako da zdaj sem tukaj in nekako
sem zadovoljen s tem, da sem končno na nekem področju, ki mi nekaj pomeni. Občutek imam, da se s tem preživljam, da se v redu preživljam in pa da s tem tudi nekaj prispevam. Ena čisto simpel filozofija, ki mi pa zelo veliko pomeni, no, tako da na kratko to. Kaj pa recimo počneš, kako izgleda tvoje življenje, ki se vrtijo okrog številnih lokalnih in pa tudi nacionalnih okoljevarstvenih, naravovarstvenih prizadevanj, ki jih imamo v tej državi? Kaj vse vključuje tvoje delo v PIC-u, pod okriljem PIC-a, pa tudi izven? Takole je, jaz imam aktivistične, bom rekel, aktivistično področje dela, rečemo temu delo, pa imam profesionalno delo, na PIC-u. Če začnem s PIC-om, glavno poslanstvo našega okoljskega oddelka, mi sicer delamo na več, človekove pravice, azil, migracije, socialne pravice in tako naprej, ampak na okolju nekako je cilj mojega delovanja ali pa našega delovanja, da nudimo pravni servis civilnim iniciativam, ljudem, posameznikom, pa tudi drugim nevladnim organizacijam. Številnimi smo recimo v mrežah, na nacionalni ravni, Plan B, Mreža za prostor, pa tudi na mednarodni ravni, Justice and Environment, zdaj sem se pridružil še EEB, Environmental Bureau. Tako da skušamo preko vseh teh akumulacij znanj in učenja in vsega, kar pač moramo početi, potem svetovati oziroma pomagati ljudem na terenu. To je neko osnovno poslanstvo. V praksi to izgleda tako, da svetujemo. To znanje se je nabiralo preko tega, da smo se vključevali v razne procese, bili del pač številnih zgodb, gledali, pomagali, pravno podpirali in tako naprej. In to znanje se je nabiralo skozi leta in zdaj smo pač na neki stopnji, kjer smo sposobni te stvari, bom rekel, predati širši javnosti. To počnemo preko zelene svetovalnice, to počnemo preko telefona, preko mailov in tako naprej. Se pravi, dobimo vprašanje in na njega odgovorim. Mislim, da nekih hudih razlaganj tukaj ni potrebno. Je pa potem s časom, ko vidiš, koliko enih civilnih iniciativ se sploh v Sloveniji v zadnjem času zbuja in ustvarja in koliko enih okoljskih problemov se prebuja, kar pripisujem tudi temu, da ljudje vedno bolj vedo, kaj se pravzaprav dogaja v naši okolici, v vaši okolici. Potem počasi vidiš, da je treba še en dodaten angažma, na začetku ti mogoče to še ni čisto jasno, kot ko ena na ena počneš, ampak potem vidiš, da se tu nekako vse združuje v neki naslednji stopni, ki je pa potem zagovorništvo. Se pravi, rečemo, PR, promocija boljših politik, boljših zakonov, boljših strategij, vseh možnih predpisov, ki potem urejajo naše življenje tako ali pa drugače. Se pravi, nekako na začetku vidiš praktičen problem, potem vidiš sistemski problem in na tem področju potem hodimo na razne sestanke, sam sem v takšnih in drugačnih svetih, različnih stopenj učinkovitosti. Eni so popolnoma brez veze, eni pač kakšni še kaj uspe, to seveda z odločevalci, s politiki, na ministrstvu in tako naprej. Se pravi, to je nekak vidik mojega dela. Potem je pa še ta vidik, vidiš, da samo za pogovorom z odločevalcem ali pa s politikom, če si predstavljamo, da zdaj tam nasproti mene nekdo sedi, da ne bo kar tako poslušal, kaj mu imam zapovedati. Se pravi, nekaj za mano more biti. Zdaj v primeru tega, da jaz nimam kapitala ali pa PIC nima milijonov in milijonov, to pomeni, da moramo iti v medije, v javnost in tako naprej, kar pomeni, da je velik del mojega angažmaja v bistvu vse več. Je tudi, da se pojavljam v javnosti, da se pojavim kdaj v medijih, da kakšne stvari povem, da se izpostavim ali pa da predvsem podprem organizacijo, ki so mogoče v PR-u bistveno boljše ali pa bistveno bolj učinkovite in tam sporočim stališča, mnenja, argumente, vsebino, ki jo je treba nasloviti in potem na koncu tudi doseči. Tako da to so nekako te, bom rekel, 3 stebri ali pa neki načini delovanja. Potem pa vidiš seveda v okviru tega sistemskega prijaznega dela, da to ne doseže vseh učinkov, ki si jih želiš doseči. Tako da potem še svoje frustracije sporočam preko aktivizma, takšnega in drugačnega. Vključil sem se v Mlade za podnebno pravičnost, ki si jih omenil, zdaj imam nekako občutek, da sem že majčkeno starejši od Mladih za podnebno pravičnost, tako da nisem več, bom rekel, tam, da se bi izpostavljal in tako naprej, ampak jih predvsem supportam oziroma pač dam svoje znanje ali pa svoje kapacitete na razpolago.
Potem pa ne pridejo še kakšne druge stvari, kakšne spontane akcije in tako naprej, ampak mogoče o tem drugič ali pa v kakšnih drugačnih settingih in tako naprej. Tako da ja, no. Potem pa pride še ta aktivistični res del, ki je pa nekako za dušo oziroma za sproščanje teh frustracij, kar pa rečemo temu službeni poti, da dosežeš svojih ciljev, svojih rezultatov, ki si jih želiš doseči, pa potem probaš še drugače. Tako da v zadnjem času vedno več razmišljam o tem drugače. No. Zdaj, kar se tiče civilne družbe, prav to področje varovanja okolja oziroma narave se je pokazalo kot zelo dober povezovalni element. Tudi velika mobilizacija se je tu že dogajala v različnih kampanjah, recimo kampanja za referendum, tako imenovani referendum za pitno vodo. Prejšnjega ministra Andreja Vizjaka je bilo treba tukaj ustaviti v teh namerah. Dogajajo se to, kar si že omenil, prebujajo se številne iniciative, vedno več je tega, to so vsekakor neki spodbudni trendi, prav varovanje okolja. Zgleda, da v Sloveniji vendarle nekaj damo na to, ali kaj bi ti rekel? Ali so pač problemi končno prišli toliko navzven, da enostavno se ne da več tega ignorirati? Jaz mislim, da je to en del, mogoče pomemben del, da so se nekateri problemi stopnjevali na lokalni ravni do te mere, da ste se tudi lokalni prebivalke, prebivalci naučili, priučili toliko veliko stvari, da jih znate zdaj lansirati, tudi na državni platformi oziroma v javnosti. Te stvari, ko so civilne iniciative, potem res veš, da je nekaj pomembnega, da je nekaj v lokalnem okolju, se spoznaš z ljudmi, preveriš, kakšna je situacija, stanje, če se gre res za okoljsko tematiko ali se gre za nek sosedski spor, v teh stvareh je treba razčistiti, da potem lahko tudi za svojo, bom rekel, energijo za tem deluješ, ampak je treba vseeno povedati, da veliko tega, kar mi dobimo, recimo tudi napisane vprašanja, so stvari, ki se tičejo zelo individualnega človeka. Recimo sosed mi je tam zakuril tiste stvari, jaz to moram vsak dan dihati, kaj lahko naredim. Zdaj, meni se zdi, da so ti ljudje upravičeni do pomoči, da smo si čisto na jasnem in jim tudi svetujemo, jim povemo, kaj storiti, kakšne so te primeri emisij, kako reagirati na katerem organu, bla, bla, bla. Ampak to so recimo neke tiste klasične sosedski, medsosedski spori. In tega v Sloveniji je kar precej, to je treba iskreno povedati. Potem so pa tematike velike, ki so se pa, bom rekel, skozi leta tako ali pa drugače stopnjevale. Če mislimo recimo, da je referendum za pitne vode, da je bil to samo nek moment. Ni bil. Mi smo v Sloveniji pravzaprav že te spremembe zakona o vodah, ki so bile takrat predlagane recimo. To je bila kulminacija 20 let neupoštevanja zakona o vodah, se pravi, mi smo v Sloveniji tako slabo izvajali zakon, da se je politika, tista, ki je bila pač pripravljena to storiti, da se je na koncu odločila, pa dajmo mi to slabo prakso zapisati kar v zakon. Se pravi, mogoče se tega niti javnost, jaz to vedno ponavljam, mogoče se javnost tega ne spomni, ampak novela zakona o vodah je vsebovala en člen, ki je posegal v določilo, ki ureja delovanje industrije na vodovarstvenih območjih. Tista stvar je takoj letela ven, ko smo, Ekokrog pa ena lokalna zdravnica v Anhovem pravzaprav je to ugotovila, ker kot veste, postopek je šel čez skrajšane vse možne stvari, sploh nismo dojeli, da je to nekaj pomembnega na začetku, ker je šlo skrajšana javna razprava, potem je ne vem koliko mesecev poteklo, potem je bilo še enkrat, potem je bilo v državni zbor po skrajšanem postopku in tako naprej. Sploh si mislim, to ziher ni pomembno. In ena lokalka ugotovila, hej, pa to je pomembno. Pa oni želijo tukaj pravzaprav legalizirati to, da imamo težko industrijo na vodovarstvenih območjih, kar se je v Sloveniji 20 let dopuščalo, zato ker enostavno se ni zakon izvajal. Potem je pa prišla pač ena politika, ki je bila pripravljena to neposredno zapisati v zakon. In ta člen, ker so vedeli, da na tem bodo pa tako izgubili, ker tukaj je pa zelo preprosto, mislim, piarovsko in javno in strokovno nasloviti, so ta člen umaknili in potem smo se borili za obvodna območja, za te gradnje in tako naprej. Na obvodnih območjih bil je trenutek, ko smo se pač v tej širši koaliciji odločali, a gremo naprej ali ne, ker je ta hud člen šel ven.
ampak smo rekli, vseeno gremo do konca, in potem smo šli. Kaj hočem povedati? Da so stvari, da so okoljski problemi v Sloveniji, ki so tukaj prisotni res že zelo dolgo, precej dlje, kot sem jaz recimo profesionalno na področju okolja in se potem te stvari sproti priučim in raziskujem zgodovino in sprašujem ljudi, kaj se je dogajalo, kako se je dogajalo in tako naprej. In res ugotoviš, da smo sistemsko nekako dopuščali, da smo zdaj v eni točki, kjer je prav, da se civilne iniciative dogajajo, kjer je prav, da se ljudje opirajo, kjer je prav, da vlagamo zakone v državni zbor, zato ker politika enostavno je to področje zanemarila. Pa ni, tako bom rekel, zdaj sem recimo 3 vlade v mojem profesionalnem angažmaju, kar sem prej spremljal, recimo ne bom upošteval, ampak kakorkoli, ampak nobena ni posebej nobena ni posebna ali pa posebej dobra v pogledu recimo okoljskega prava ali pa teh stvarih, ali pa sprememb prakse, ali pa opolnomočenju nadzornikov, da se stvari res dogajajo zakonito v velikih napravah, industrijskih napravah in tako naprej. In to se je nekako kulminiralo in zdaj smo, mislim, da mi na enem takem vrelišču, počasi, kjer pač te stvari ne morejo več tako potekati, kot so vedno potekale. Ko govorimo o podnebnem boju, jaz govorim o nekem širšem, okoljskem, trajnostnem, pravičnem, boju za pravičnost pravzaprav. Ne govorimo samo o Sloveniji, seveda to pač ne vidimo še vseh teh rezultatov in tako naprej, ampak kakorkoli. To je zdaj neka kulminacija, združitev vsega, ki nekako razbija ali pa prikazuje slabosti tega statusa quo, tega delovanja, kot smo delovali vselej in bi še vedno delovali naprej. In mislim, kot sem omenil, da smo res na tej točki vrelišča in da se nekaj se bo moglo spremeniti. Če se ne bo spremenilo, nas bo pa že, samo po sebi doletelo tisto, proti čemur se pravzaprav želimo zaščititi ali pa varovati, za kar se borimo, bo se zgodilo. Tako da ne vem, kako naj zdaj skušam na neko pozitivno noto, ampak to, da se civilne iniciative pojavljajo, sem želel mogoče samo en povzetek, je znak tega, da stvari ne potekajo tako, kot bi mogle. Bil sem na nekem srečanju balkanskih aktivistk in aktivistov, to je bilo ravno pred kratkim potekalo v Črni Gori, prišli so ljudje iz Bosne in Hercegovine, iz obeh entitet, iz Srbije, iz Črne Gore in tako dalje. In ker sem jaz tam predstavnik iz Slovenije, tako nedefinirano, pač aktivist, podpornik, kakorkoli iz Slovenije, so mi večkrat omenjali, ja, pa dobro, pa vi v Sloveniji ste rešili te stvari, vi imate lepo državo, lepo naravo in tako naprej, vi ne mečete smeti na tla in sem rekel, pa da, tudi, pač, ja, okej, nehajte metati smeti na tla, to je najlažje. In tako dalje, ampak veliko nas idealizirajo. In potem sem jim jaz razlagal nazaj, da v bistvu, gledajte, po podatkih dostopnih je 60% naših vodotokov, celinskih voda v slabem oziroma zelo slabem stanju. Tako da, živimo v neki čudoviti Potemkinovi vasi oziroma neki definiciji tega privida. In to je nekaj, če sem razlagal že tam dol, je dobro, da se tega zavedamo tudi mi tukaj. Jasno. Kar zadeva mednarodno pravo, recimo Arhuška konvencija, ki predvideva oziroma omogoča dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah in tako naprej. Imamo tudi navsezadnje zakonodajo v Sloveniji, ki nekako predvideva in predvideva v teh pravnoformalnih smislih participacijo civilne družbe v najširšem pomenu, tudi strokovnjakinj in strokovnjakov in tako naprej pri posegih v okolje. Tako da na papirju te stvari nekako stojijo, ampak kako pa je v praksi? Jaz se zavedam, da se primeri razlikujejo od lokalnega okolja do lokalnega okolja, ampak če potegnemo neko črto čez vse to, kako stojijo stvari pri nas, kako je s tem spoštovanjem tega prava s strani države same? En primer sem že omenil, Zakon o vodah, ki se 20 let ni izvrševal. Države so dovoljevale nekaj, kar po zakonu ne bi smele dovoljevati. Tako da mogoče je to zgovoren primer.
Ampak poglejmo pa potem nadzorstveno funkcijo države. Se pravi, zakon imaš sprejet, potem ga moraš pa nadzirati. Jaz sem pogledal recimo poročila pristojnih inšpekcij za okolje, za naravo, takrat še ta stvar ni bila ločena, zdaj je, ampak nima veze. Že od leta 2010 prejšnjih poročil nisem gledal. Vsako leto mora inšpekcija pripraviti poročilo o svojem delu, o primerih, ki so zaostali, ki jih še mora rešiti, kaj je reševala in tako naprej, pa prioritete inšpekcije. In že od leta 2010, se pravi, res prej nisem gledal, pravi inšpekcija, da jim primanjkuje kadra, da nimajo na voljo dovolj ljudi, da bi sproti reševali prijave, probleme, ki jih doletijo, oziroma ki ljudje prijavljajo stvari inšpekciji, in da na to že od leta 2010 opozarjajo pristojne politike, se pravi odločevalce, ali gre to po ministrstvu naprej, ali gre pač vse do strank. Potem imamo mi eno interno revizijo inšpekcije za okolje iz leta 2018 ali 2017, ali ne me za leto držati, ki pravi, da rabijo 200 novih zaposlitev in toliko milijonov evrov, da bodo lahko vse zaostale primere rešili. Se pravi, to imajo na papirju zapisano, 200 zaposlitev. Zdaj pa se mi vprašamo, ob tem pomanjkanju vsega, kako se potem v praksi to manifestira. To se manifestira tako, da ima inšpekcija določene prioritete, ker je ljudi premalo. Ima določene prioritete in gre najprej na prioritete rešiti, tam se kadri porabijo, potem pa vse ostale prioritete čakajo ali naslednje leto ali reševanje tako ali drugače. In inšpekcija kot organ, zdaj kakšne interne korupcije in to niti, mislim, nima smisla naslavljati. Problem je sistemsko pomanjkanje nadzorne funkcije države pri izvajanju, izvrševanju zakonov, ki si jih sama postavi. Se pravi, mi imamo lahko čudovite zakone napisane in na nekaterih področjih jih celo imamo, če sem čisto iskren, ampak če jih ne izvršujemo, potem ničesar ne dosežemo. Če se lahko upravljalec ene ogromne naprave, industrijske naprave izogiba izvajanju monitoringa ali pa ga upravlja napačno meri svoje izpuste, ali pa če se takšni in drugačni projekti posegi v prostor, recimo zdaj so protipoplavne zaščite, ali pa če govorimo o infrastrukturnih, prometnih investicijah in tako naprej, pa vidimo potem, ali pa kanalizacijah in podobno, potem vidimo, da se te stvari nekako, kaj pa vem, na papirju lepo pišejo, v praksi je pa potem en velik problem, ker nimamo na koncu tistega ugriza, ki ti reče, narobe delaš v drugo smer ali pa s tem projektom je konec. Zdaj, če sem še bolj, bom rekel, podroben ali pa detajlen. V Sloveniji imamo industrijske naprave. Zadnjič sem gledal, koliko je teh v skladu z evropsko zakonodajo in potem našo. Imamo v Sloveniji 81 industrijskih naprav, ki imajo pridobljena okoljevarstvena dovoljenja. To je zelo veliko. Mene je kar malo presenetilo, da jih imamo toliko veliko. Se pravi, to so naprave, ki izpuščajo take snovi v okolje, da so potencialno škodljive za zdravje. Potem se pa sprašujem, 881 teh inšpektorjev je pa tam, 150, pa imajo področja industrijskih naprav, varstva voda, tal, zraka, potem morajo nadzorovati graditve, morajo nadzorovati posege v okolje in te stvari. Zdaj sprašujem, kako se to sploh lahko v praksi pravzaprav izvaja. Odgovor je, ne more se dosledno. Govorimo o recimo čistilnih napravah, komunalnih vod, industrijskih odpadnih voda in tako naprej. To vse bi moglo biti pod nekim resnim nadzorom. In potem v letu 2020 se je enkrat inšpekcija odločila, zdaj gremo pa mi v izredni nadzor, pa bomo dobro pogledali čistilne naprave industrijskih odpadnih voda. Grejo od 200 na polovico, v polovici teh ugotovijo kršitve. Se pravi, mi smo na 50% ali pa 25%, kot dozorec lahko rečemo temu polovica, so ugotovili kršitve okoljevarstvenih dovoljenj. Se pravi, so izpuščali v vodo nekaj, kar ne bi smeli spuščati. Mislim, kje imamo zdaj ta nadzor oziroma kje so ti lepi predpisi v praksi. Mi imamo v Sloveniji celo sistem, ki omogoča, da upravljalci industrijskih naprav, in to se v zadnjem času izkazuje za vedno bolj, bom rekel, pod drobnogledom civilne družbe, kot se tudi more,
da upravljalci industrijskih naprav sami plačujejo in neposredno najamejo tistega, ki jim izvaja monitoring, se pravi izvaja meritve njihovih izpustov v okolje. Upravljalec naprave, rečemo lastnik, naroči tistega, ki meri vplive lastnika na okolje. Vsakič, ko smo prišli do odločevalcev, do katerih koli, da smo si na jasnem, a ne? Tukaj politika nima strani, slovenske strani politike, a ne, nimajo nobene veze. Vsakič, ko smo prišli do nekih predlogov ali pa nekih zagovorniških akcij, pa dajte to presekati. Te ljudje, a ne, te dve stranki, naročnik, lastnik, upravljalec in izvajalec monitoringa imajo sklenjeno pogodbo. In ta po pogodbi, te podatki, ki jih izvajalec pridobi, so last naročnika. Ne vem, mene to čisto vsakič na novo fascinira, a ne, v negativnem smislu. Vsakič na novo. Se pravi, imamo popolnoma netransparenten sistem. Tudi, če so merilci naredili vse v redu, tudi, če je upravljalec naprave res bil iskren, še vedno je sistem netransparenten. In verjamem ljudem, a ne, da ne verjamejo. Še posebej pa potem, ko ugotovijo v praksi, a ne, da do kršitev v praksi dejansko prihaja. Ko ugotovijo ljudje z resursi, ki so prosti čas in prosto delo, da so takšne in takšne meritve bile upravljene nezakonito, nepravilno. Ko ugotovimo v praksi, mi smo na PIC-u, recimo, da ne bom zdaj govoril, ne boste mislili, da govorim iz glave. Mi smo na PIC-u za ministrstvo, pripravili smo bili najeti, a ne, in plačani, da pripravimo analizo izvajanja monitoringa emisij v zrak. Dimniki, vsi industrijski dimniki, ki si jih lahko predstavljate. Vam povem samo ene par detajlov iz te analize, poleg tega, da te finančne odvisnosti, a ne. Merilne naprave, a ne, so kalibrirane v teh dimnikih na nek razpon, a ne, se pravi, to so tehnične zadeve, imajo neko sposobnost, 10 do 100 enot, recimo. In če gre v tem merjenju izpust čez 100 enot, ta naprava javi napako. Ker ta naprava javi napako, ni vrednost napaka ali pa preseg, ne, mejnih vrednosti oziroma dovoljenega, ampak javi neveljavno številko, se pravi nič. V poročilu ne nič, ni niti nič, ampak je ne upošteva se, ne šteje se, tisti trenutek se ne šteje, to je napaka naprave, to se napiše noter in to je potem v našem poročilu. Ko gledamo o izpustih, a ne, to verjetno je fajn veden pokazati z unimi valovi oziroma stvarmi, veste, imate recimo koncentracijo snovi na grafu, a ne, pa gre takole, ker je izredni dogodek, a ne, neka slaba stvar se zgodi v proizvodnem procesu, gre na bum, pa gre nazaj, pa gre naprej. V vseh teh, a ne, od spodaj govori podjetje, da deluje v skladu, a ne, za zakonodajo oziroma za predpisi, tisti bum pa enostavno potem v poročilu sploh ne rabi biti. In to iz dveh razlogov. Ena, mogoče ga naprava sploh ni mogla zaznati, ali pa če je naprava ta bum prepoznala, pa imamo potem in evropsko zakonodajo in slovensko zakonodajo, a ne, ki nam pa zopet omogoča, da delamo povprečja. In zdaj tisti ekstremni dogodek se bo seštel za tistim spodnjim, a ne, standardnim delovanjem in bomo ugotovili, da naprava nikoli ni presegla mejnih vrednosti. Tako da to je samo ene par takih detaljčkov ali pa stvari. Ena stvar, ki me tudi zelo fascinira, je, da imamo v skladu z zakonodajo, morajo pač izvajalci monitoringa pripraviti letno poročilo, ne, in ga posredovati Ministrstvu za okolje. Mi imamo pa še eno tako mini določbo, ampak ne v zakonu noter, ker to bi bilo prehodoče, bi v zakonu pisali, ampak v podzakonskem enem aktu, pravilniku notri napisano, da izvajalec monitoringa pošlje recimo poročilo, a ne, se pravi, kakšne izpuste je imel v celem letu ta industrialist, pošlje najprej naročniku, se pravi upravljalcu naprave, a ne, se pravi, poročilo gre najprej naročniku, tam ima pa 20 dni časa, da ga posreduje naprej Ministrstvu za okolje. Zdaj pa naj mi nekdo razloži, kaj se dogaja s tem poročilom v 20 dneh. Mi smo to specifično recimo vprašali, ne, ministrstvo, kaj se dogaja v teh 20 dneh, a ne, kaj vi mislite, da se dogaja v teh 20 dneh? In odgovori so bili, joj, pa veste, v teh poročilih lahko pride do napak, lahko da kaj niso upoštevali, lahko da mora pač naročnik še kakšne povedati stvari, a ne, pa tako naprej. Ampak, a ne, 20 dni tavanja tega poročila, o teh kakšnih so izpusti in tako naprej. Zdaj, danes sem se slišal pravzaprav za
osebo, ki je skušala pridobiti od nacionalnega laboratorija, ki je eden izmed certificiranih merilcev izpustov, v tem primeru v zrak, je skušal pridobiti pravzaprav podatke za pol leta od ene industrijske naprave, se pravi za pol leta, ne govorimo še o celem letnem poročilu, ampak je skušal samo surove podatke dobiti. In jih ne more. Nacionalni laboratorij je nacionalni laboratorij, je slovenski organ, ne? Če smo zdaj v nekih državnih institucijah in v teh stvarih, ampak ne more dobiti in pravi ta institucija, da to ni informacija javnega značaja. Pa se pa sprašujem, kaj je potem informacija javnega značaja. Če to, kakšne izpuste ima neka naprava, v skladu z zakonodajo se more meriti, kaj je pa potem informacija javnega značaja? Se pravi, ta zgodba se bo vila naprej, od informacijskega pooblaščenca, pa tako naprej, pa bla, bla, bla. Ampak kaj želim povedati, potem imamo, neke stvari so zakonodajno recimo slabe, par sem jih pač povedal, potem imamo pa velik problem še s prakso, s tem izvrševanjem in s temi vsemi omogočeni izmikanja pravzaprav izvajanju, tako teoretiki pravni rečejo, duha zakona, se pravi, tiste, čemur je bil pravzaprav namenjen, čemu je bil. Tako da tukaj nek monitoring civilne družbe v tem najširšem nekem pogledu je absolutno nujen. To je tudi to, kar sem te tudi vprašal, to, kar je uzakonjeno, beseda predvideno po zakonodaji ni pravilna, ampak kar je uzakonjeno v naši zakonodaji, da lahko ljudje organizirani v bodisi iniciative, zavode, društva in tako naprej, lahko so stranski udeleženci v raznoraznih posegih v okolje. Preden greva na ene par primerov, veš, kaj me zanima, eno tvoje delo oziroma vaše delo, ki je bilo letos, če se ne motim, opravljeno, je tudi publikacija Štoparski vodnik po varstvu okolja. Ime oziroma naslov že sam pove, zakaj tukaj gre, pa bi te vseeno prosil za malo več dodatne razlage, kako je ta stvar nastala, čemu je konkretno namenjena in predvsem seveda najpomembneje, kje jo ljudje lahko dobijo oziroma zasledijo. Štoparski vodnik po varstvu okolja je nastal konec prejšnjega leta, pa na začetku letošnjega smo ga lansirali. Gre za priročnik z zelo poenostavljenim besedilom za civilne iniciative, za posameznice, posameznike in za nevladne organizacije s posebnim statusom. Kako sodelovati v postopkih, v vseh teh okoljskih, administrativnih, upravnih, sodnih, vse možne postopke, ki se tičejo varstva okolja, ki smo jih mi, seveda, mogoče smo kaj spustili, ampak ki smo jih mi prepoznali kot bistvene. Smo jih opisali, kako potekajo, se pravi faze teh postopkov in razložili javnosti v, bom rekel, zelo po preproščeni obliki, kje se vključiti, kako se vključiti, kdaj se vključiti, roke upoštevati, kateri so te postopki, zakaj se gre v teh postopkih, kako posredovati naprej. Tudi nekako ta orodja neposredne demokracije so obrazložene pravzaprav na občinski in na državni ravni, v samem vodniku, obrazloženo je okvirno, kako je treba pridobivati dokaze, za to, kar nekdo trdi, za takšne in drugačne izpuste. Vse je nekako združen v tem štoparskem vodniku, po besedah tistih, ki so karkoli komentirali, na res razumljiv način. Če pa slučajno ni, smo pa še vedno na voljo za obrazložitev, zelena svetovalnica imamo še vedno, napico smo itak skozi na voljo, prek telefona ali pa 1-1, kakorkoli. Je pa to neka publikacija, ki je bila potrebna v slovenskem okolju. Država takih stvari ne publicira, ne objavlja. Seveda, eden izmed teh razlogov sklepamo, da je tudi to, da potem bi se civilna družba, bom rekel, na tak ali pa na drugačen način opolnomočila in bi bilo teh pritožb in postopkov in vključevanja še več. Naš cilj je, da je tega ogromno. Če je tega čim več, kaj to pomeni v praksi, da ima potem država s tem problem. Mi želimo narediti problem, zato da se potem stvari sistemsko in v praksi spremenijo. Se pravi, več ljudi, kot pozna svoje pravice, kot jih zna tudi učinkovito uporabljati v praksi, to ne velja samo za okolje, to je na vseh področjih, bolj se izkristalizira, kaj kot družba pravzaprav rabimo, kaj potrebujejo ljudje in država se obremeni in sodišče se obremeni in vse ostalo na tak način, da ne morejo več spregledati.
Se pravi, to je tisti nek končni cilj publikacije, vmesni pa, da tistim, ki seveda rabijo pomoč, in v lokalnem okolju predvsem, se morajo ogromno naučiti. Vem, da ste tudi v publiki taki, ki ste se sami ogromno naučili. Tale vodnik bo pa mogoče nekomu, tudi vam, ampak še mogoče komu drugemu, poleg vas, bo omogočil, da ne bodo rabili iti v zakonu iskati določila ali pa iskati, kater zakon je sploh relevanten ali pa predpis, ampak bodo tamle klik, to sem je tudi vprašal, kako dostopati do štoparskega vodnika, objavljen je na naši spletni strani, Zagovorniki okolja, se pravi, gre za digitalno publikacijo, prosto dostopno za vse. Kazalo je zelo preprosto, vedeli boste, v katerem, vsaj to boste vedeli, če ne, pa ne vem, kdo vam bo pomagal, v katerem postopku ste, vsaj to boste vedeli, kaj se dogaja, samo to informacijo dobite, poklikate zadeve in boste vedeli, kako naprej, to je cel point. Tako delo terja svoj čas, mi smo potrebovali cirka 2 meseca vsebinskega dela, da smo vse to znanje kompilirali, znanje, ki smo ga pridobili, kot sem že rekel, skozi pač leta in leta dela. Vsebinsko, se pravi, je to ena stvar, to je bilo na srečo tokrat finančno pokrito, financiralo nas je veleposlaništvo Nizozemske tukaj v Ljubljani, ki tudi sicer podpira. Mislim, da zelo dobre projekte zna podpreti, ambasada tukaj v Sloveniji in smo tem zelo hvaležni. Se pravi, to je bil nek finančni vidik in ta finančni vidik nam je omogočil tudi, da smo dobili zelo dobre oblikovalce, Nejca in pa Metko, ki sta pa potem še, to pa je, mislim, neka metoda, tudi mojega dela, enostavno sem do njiju pristopil in rekel, mi hočemo te stvari pripeljati do javnosti, oziroma ljudem to predstaviti na nek čim bolj privlačen, zanimiv način in imata proste roke. In ona dva sta naredila čudovito publikacijo, grafike, potrudila sta se way beyond tega, kar smo jim plačali za to. Nažalost, tako dolgo smo imeli pač sredstev in tako, ampak sta se potrudila, sta vzela za svoje in naredila in ta zadeva je res, mislim, ko smo jo zagnali, je dosegla kar visoke, bom rekel, cilje, na državni, odločevalski, politični, pa tudi v splošni javnosti na vseh teh ravneh. Predvsem pa sem vesel, da ljudje so naknadno rekli, to je pa dobro, koristilo mi je, pomagalo mi je, a mi lahko samo še to poveš, kako, a veš. In iz tega vidika pa sem pa res vedel, da je pa bila to neka dobra publikacija, kakovostna oziroma uporabna. Tako da to je to o Štoparskem. Zdaj bomo še na 3 primere, ki nam nekako ponazarjajo vzorce sistemskih problemov, ki jih imamo v državi. Kot že rečeno, kot že pojasnjeno, nevladne organizacije, civilno-družbene iniciative in tako naprej, zavodi lahko postanejo stranski udeleženci oziroma to je predvideno po zakonu, uzakonjeno, omogočeno, ukolikor izpolnjujejo seveda potrebne pogoje, da so stranski udeleženci v postopkih posegov v okolje oziroma naravo. Zdaj, ja, primer majhne hidroelektrarne Puštal ima dolgo brado, tako kot tudi druga 2 primera, ki jo bomo obravnavali, tako da jaz sem to napisal, ampak ne bom zdaj vsega tega bral, bom povedal recimo to, ta MHE, torej majhna hidroelektrarna Puštal, se nahaja zraven naselja z istim imenom ob Poljanski Sori, ne da se nahaja se, ideja, da se tam ta majhna hidroelektrarna postavi, to je dolgoletna ideja. Lastnica zemljišča je država, ki je to zemljišče podelila pač enemu od podjetnikov, ime mu je Luka Selak. Zdaj pa vstopi v celo zadevo zavod Lutra oziroma Lutra Vejca Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, ki je na upravno enoto podala zahtevo za pridobitev oziroma priznanje statusa stranskega udeleženca v omenjenem postopku postavitve te majhne hidroelektrarne. Najprej je bilo to zavrnjeno,
Kljub temu, da ima zavod Lutra status delovanja v javnem interesu na področju ohranjanja narave in okolja, da se ta zavod omenjeni pri svojem delu osredotoča na ohranjanje voda, vodnih in obvodnih ekosistemov in kljub temu, da sta na kraju načrtovane gradnje, torej MHE Puštal, 2 Natura 2000 območji ter 2 ekološko pomembni območji in kot drugo, da so v Poljanski Sori prisotne zavarovane oziroma ogrožene vrste. Lutra se je na to pritožila, Ministrstvo za naravne vire in prostor je ugodilo Lutri in ukazalo upravni enoti Škofja Loka, da ponovno odloča o zahtevi Lutre za priznanje statusa stranskega udeleženca. Tukaj je še en stavek, zoper odločitev ministrstva ni dovoljeno sprožiti novega upravnega spora. In so očitno na upravni enoti po nekem drugem členu nekega zakona šli to ponovno spodbijati in Ministrstvo za naravne vire in prostor je zdaj dokončno zavrnilo Lutri možnost pridobitve statusa stranskega udeleženca, skratka isto ministrstvo, ki ga je prej podedovalo. Kar je tu novo, je to, da je na čelu tega ministrstva neka druga oseba, zdaj pa ne podtikam tega Alenki Bratušek, ampak sam hočemo omeniti, da so neke druge okoliščine ne glede in Ministrstvo za naravne vire in prostor je pač reklo kot obrazložitev, zakaj Lutra si ne zasluži omenjenega statusa, namreč ni izkazala pravne koristi, samo javno korist. Tako da tu vidimo, kje smo v odnosu naše koristi na neko pravno korist. Pa me zanima, če imaš kakšen komentar na to, ali že vse skupaj služi dovolj. Ampak bi te prosil, če poveš še svoje mnenje oziroma videnje, koliko so takšne stvari tudi razširjene. Da, zdaj težava je ena taka čist pravna tukaj, da imamo navadne gradbene postopke in potem tiste gradbene postopke, v katerih je treba narediti presojo vplivov na okolje. In v postopkih, kjer je treba presojo vplivov na okolje narediti, kar pomeni, da projekt bo imel vplive, se pravi, imamo uredbo, ki določa pragove, kdaj je treba narediti te presoje, kdaj ne in tako naprej. In v teh postopkih, ki imajo obveznost, da se naredi PVO, potem nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu avtomatično pridejo not. To je pika. Če imamo pa navadno gradbeno dovoljenje, pa to ni predvideno. Se pravi, zdaj tukaj, ko govorimo o javni koristi, pa o pravni koristi, v javnem interesu, pa o pravni koristi. Se pravi, kaj so oni tukaj zasledovali, je, da bo Lutra, karikiram, poenostavljam, osebno, da bo na njih direktno, finančno, osebno, kakorkoli vplivala ta hidroelektrarna, tega niso uspeli dokazati, ker kako bi pa lahko kot pravna oseba pravzaprav to pokazali, pa tudi niso iz Škofje Loke. In enostavno so potem avtomatično sklepali, da jim pač ne dodelijo statusa stranskega udeleženca, kar je v skladu, tako ali pa drugače za zakonodajo. Zdaj pa, to je v skladu s črkami, omejenim členom v gradbenem zakonu, ki to določa. Povsem drug je pa potem pristop, ko pogledamo, omenil si že Aarhuško konvencijo, omenimo lahko tudi Ustavo Republike Slovenije, pravico do zdravega življenjskega okolja, pravico do sodelovanja v javnih zadevah, omenjamo lahko Zakon o varstvu okolja, ki govori o teh stvareh, o pravici pravzaprav organizacij, da sodelujejo. Govorimo o Zakonu o varstvu narave, ohranjene narave, ki neposredno, ampak ta pa res neposredno določa, da lahko nevladne organizacije s statusom pridobljeni na področju ohranjene narave sodelujejo v vseh sodnih in administrativnih postopkih, v katerih lahko zagovarjajo interese ohranjene narave. Torej zdaj, če sem čist še poenostavim do konca, to ni prav. Se pravi, taka odločitev ne more biti pravilna, ker ima po zakonu o ohranjanju narave tovrstna nevladna organizacija pravico sodelovati v vseh sodnih in administrativnih postopkih, upravnih in sodnih, kjer zagovarja interese ohranjene narave. Pika. Tako da to je več ali manj to in če se ta postopek nadaljuje do
Ne vem, kako tam piše noter, da upravni spor ni dovoljen, to mi nikakor ni jasen, a ne, ampak piše, ok. Vseeno so sodne poti, a ne magari izredna pravna sredstva in ustavno sodišče, na katere je to treba nasloviti. Smo pa v Sloveniji, verjamem, da uspešno. Ampak je pa sodna pot, je pa nek dodaten angažma, tega se vsi zavedamo. Smo pa v Sloveniji, kar se tiče izkazovanja javnega interesa, ne, ker imamo tako močno svobodno gospodarsko podbudo, ne, na ustavnem sodišču, ki pogosto odloča v korist svobodne gospodarske pobude. Ker imamo tok sistem pravzaprav naravnan na nek način, da se izločajo tisti, ki želijo sodelovati na način, da ogrožajo kakorkoli projekte, ne, ki jih želijo nekateri izpeljati, je potem ta pot res trnova in težka, verjamem pa, da tako kot Lutra, ne, tako kot številne druge organizacije in iniciative, da bodo pač ustrajali do konca in tukaj je treba ustrajati do konca. Tudi če primeri ne uspejo, če pa en uspe, ne, bom povedal za kakšen tak primer, ampak če pa potem kakšen tak uspe, potem smo pa naredili bistven premik, ker od tiste točke naprej pa ne morejo več nazaj, ne, tiste pa potem konec. Tukaj še vseeno deluje naša pravna država, da če dobiš eno sodno odločbo, ki je nedvoumna in je ne moreš interpretirati na 100 milijonov načinov, potem si zmagal. Ne. Zdaj, ena izmed takih recimo upravnih odločb, ki je tudi ministrstvo samo, po moje je popolnoma po nesreč, mislim, po moje je šlo za napako, po moje je šlo za nerazumevanje zakonodaje, ki jo pokrivajo, ampak zdaj se lahko nevladne organizacije s statusom vključujemo v državne prostorske načrte v fazah celovitih presoj vplivov na okolje, čeprav po zakonu te možnosti nismo imeli. Zato, ker so enkrat priznali nekomu in od takrat naprej so mogli vsem, da smo si na jasnem. Se pravi, imamo take bizarne stvari, pa imamo pa tudi, bom rekel, sodne primere. Enega, ki je moja mentorica Senka ne vodila, je bila glede varstva volkov, ki je za nekatere, živali, pa zavarovane živali, pa gor dol, obskurna tema, gore dole, ampak vemo v Sloveniji, kako se streljajo medvedje, kako se odstreljuje. Enkrat je bil v predlogu, to vam moram povedati, ampak v predlogu pravilnika, ki je urejal odstrel volka, ne? Se pravi, formulacija noter je bila takrat odvzem iz kvote živih. Formulacija v pravilniku je bila odvzem iz kvote živih. In mi smo tisto gledali in si mislimo, kaj pa to pravzaprav pomeni. Ne? In od tiste točke naprej, čisto vsakeč, ko je kakršnakoli javna debata na to temo, pa govorijo o odvzemih živali iz okolja. Ne? Pa se lahko nekdo interpretira, da ga bodo dali v živalski vrt ali pa odpeljali nekam drugam. Ne. V teh predpisih mora pišati odstrel, ker čisto vsak odvzem, kot ga interpretira država, je odstrel, ne živali. Odvzem iz kvote živih, v glavnem. In tak primer je Senka vodila, tako da je bila 3-krat na upravnih sodiščih, 3-krat so zavrnili oziroma ugotovili, da je neustaven ta pravilnik, ki so ga sprejeli, kar se tiče odstreljevanja volkov. In potem enostavno država ni več mogla delovati na nek način, kot je delovala do zdaj. In recimo na področju volkov je status bistveno boljši, kot je bil, pravno gledano in dejansko. Tako, boljš, neoptimalen. Potem imamo pa mogoče kakšen primer, ko je prišla prejšnja vlada na oblast, je bilo med korona ukrepi, je bila recimo, ne vem, prva stvar je bila v drugem protikoronskem paketu, pravzaprav se pravi res takoj, ko se je vse dogajalo, je bila ena določba noter, seveda se vsi sprašujemo, zakaj se v prostorsko zakonodajo ali pa v gradbene zakone ali pa zakone urejanja prostora posega v času korona krize, ampak se je. In recimo eden izmed takih posegov je bil, da lahko investitor začne graditi, preden pridobi pravnomočno gradbeno dovoljenje, se pravi, to je predlagal bivši minister Vizjak. Zdaj pa imamo ena situacija, jaz hočem zgraditi, ne vem, hotel ob reki, ali pa ne, bencinsko, recimo bencinsko, zdaj hočem zgraditi ob vodi, ob jezeru, pa so mi dali dovoljenje, gradbeno dovoljenje je reklo ministrstvo, lahko zgradiš, ker so pač dovolili, zakaj pač oni vejo. In nekdo se je seveda zoper to pritožil na sodišče, ampak investitor lahko pumpo začne graditi, sodišče bo pa pol odločilo, da je bilo nezakonito gradbeno dovoljenje in kaj se bo pol zgodilo, bomo potirali pumpo, enkrat, ki je že postavljena, bo postavljena, sodišče bo pa odločalo pol leta, recimo.
In ena izmed takih primerov, mi smo šli potem na ustavno sodišče in se zadržali izvajanje takih členov. Tako da recimo te stvari se zgodijo, no, kar sem hotel povedati. Volkovi, te stvari, en primer, ki sicer ni bil toliko, je bila Senka vpletena v njem, je bil tudi Lafarge in te stvari. So stvari, ki uspejo in potem spremenijo prakso pravzaprav za vse naprej. Čeprav je bil recimo tudi vpliv na območje, je bilo težavno, problematično, se pravi v Sloveniji se za industrijske naprave, kako se je določalo, do kam je vpliv, do ograje industrijskega objekta, se pravi tam, ko so postavili ograje, do tam je bil vpliv, vse ostalo ni imelo nobene veze pravno. Toliko časa se je to pravzaprav izpodbijalo in razbijalo na sodiščih, da so na koncu v zakon napisali končno tako, da nimamo več teh zamejenih ograj oziroma vplivnih območij. Tako da stvari se pač premikajo, in ta pravna sredstva in te, zdaj sem ful zašel iz tega konkretnega primera, ampak naj vztrajajo do konca. Skupaj s sopotnico v tem turbulentnem življenju, ime je Alja Bulič, vodiva skupaj projekt, ki se imenuje Varuhinje rek. To je tisto, kar sem omenil na začetku, da bom kasneje malo povedal. Namen tega projekta, in to je to, kar traja 1,5 leta, zdaj že okvirno, je pač zelo na hitro spoznavanje lokalnih civilno-družbenih okoljevarstvenih iniciativ, tudi strokovnjakov od pravnega področja, kot je Aljoševo, do seveda strokovnjakov in strokovnjaki z različnih drugih ekoloških področjih in tako naprej. In te iniciative, vse te posameznike in prečudovite posameznike povezovati med seboj, zato da pač ljudje nekako delijo izkušnje, da znanje, kontakte in tako naprej, da drug drugemu pomagajo, da drug drugega spodbujamo. Tako da zaradi pogovora, ki ga imava z Aljošo, sem jaz zaprosil pač par iniciativ, če nam lahko posredujejo kakšno vprašanje. Imam zdaj tukaj pred seboj 2, pa bom prebral najprej vprašanje civilne iniciative iz Radovljice oziroma okolice, Reši sotočje. Sotočje mišljeno kot sotočje rek Sav, torej Bohinjke in Dolinke. Tako da bom prebral vprašanje. In bi tebi tudi prepustil, ker iz samega vprašanja ni razviden celoten kontekst, da recimo ga ti poveš. Gre pa takole. Ali je po vseh dosedanjih izkušnjah, podnebnih spremembah in vedenju stroke še vedno mogoča predvidena gradnja na območju sotočja Sav na Lancovem pod Radovljico, rekreacijsko-turistični center Lancovo? Tudi to je problem, sistemski tak isto problem, že zelo, zelo dolgo brado. Tako, zdaj mislim. Ta je dolga, vzami si predah. Po mojih izkušnjah in podnebnih spremembah seveda to ne bi smelo biti dovoljeno. Ampak zakaj recimo pravzaprav tukaj sploh gre? Vem, da je zelo dolga zgodba, ampak okvirno. Zgodba je dolga in zapletena, kot že dobro vemo in smo tudi v stiku. Jaz precej sem pregledal, pregledujem, svetujem in tako naprej, ampak v tem lokalnem okolju moram reči, da je pač v prvi fazi je zatajil to, da se enostavno spet inšpekcijska služba oziroma nadzorni mehanizmi države so povsem odpovedali. Ker v tistih nametavanjih tistega zemlje, preoblikovanju tam okolja in bla bla bla, in nameščanju oziroma želenem nameščanju turistične infrastrukture, gre za to, da pravzaprav je človek oziroma investitor delal nekaj, kar je nezakonito oziroma nasprotju s predpisi in mu je bilo to dovoljeno. In potem se to stopnjuje do te mere, da se okolje spet spreminja. Prej sem govoril o teh gradbenih dovoljenjih, ki bi lahko ljudje investitorji kar začeli graditi, preden bi dobili pravnomočna gradbena dovoljenja. Tukaj pa recimo imamo en tak primer, ko nekdo že začne take posege ali pa neke posege v okolje početi
in potem v taki meri že spremeniti to okolje, da potem se stvari enostavno zdijo logične, se bomo pa potem to dovolili. Pa tudi, kar se tiče male hidroelektrarne in tako naprej, vedno bolj ugotavljam, da so tudi te male hidroelektrarne ena tematika, ki jo je treba sistemsko nasloviti, ker se pojavljajo pač vse povsod. Vse povsod imajo lokalne prebivalci težave in vedno imajo težave pravzaprav za vključevanjem tudi v postopek, kar smo danes tudi že povedali. Zato, ker je treba izkazati spet to individualno pravno osebno korist, ker pravijo, se to ne bo vplivalo na okolje, presodijo, da ni treba presoje narediti in potem smo pač v bistvu na težjem pravnem položaju, kot smo. Tle v tem kontekstu je treba, ali pa bi bilo treba v optimalnem, čudovitem svetu opolnomočiti inšpekcijske službe in opolnomočiti upravne enote, ki dovoljujejo te stvari, ki se dogajajo. To pomeni dodatni kader izobraževanja. Po pravni poti naprej je pa treba enostavno v čisto vsak procesen element je treba vstopiti in zatrjevati takšne in drugačne vidike, varstvo narave, varstvo zavarovanih živalskih vrst. Potem smo tam govorili tudi o ekološkem pretoku in tako naprej. Se pravi, vseh teh detajlih, ki so pa v zakonih zapisani noter oziroma se jih da prijeti, na njih se je treba obesiti in v končni fazi iti na sodišče. Se pravi, v teh postopkih se sodeluje, dokler potekajo pred upravno enoto oziroma ministrstvom. To pač mora potekati in potem, ko je odločba takšna, kot je treba iti na sodišče. Tukaj ni nekih shortcutov oziroma ne krajših poti ali pa nekih sekanj pot, enostavno je treba iti po teh poteh do konca. Ja. Mogoče samo en vidik. Ful pogosto nas ljudje sprašujejo, kaj storiti, če inšpekcija ne pride ali pa če inšpekcija ne učinkovita. Treba je narediti halo, mislim, na takšen ali pa drugačen način je treba na to upozoriti. Mi imamo vse en inšpekcijski svet, neke nadzorne organe, upravno inšpekcijo in te stvari je treba opozarjati, težiti, govoriti, da se to ni zgodilo, da niso primerno delovali, da niso primerno odločali ali pa sploh niso šli gledati, ponavadi se to zgodi, da sploh potem ne pridejo na lokacijo ali pa potem nekaj sprejmejo, neka odločitev je sprejeta strani inšpekcije, pa se potem po 10 let ne izvrši. Se pravi, imamo več teh vidikov nadzora. In to se kulminira potem v teh postopkih. V tem, v drugih enostavno pridemo do situacije, ko vsi dopuščajo. Slepimo se tudi, slepimo se. Ljudje, ki ste vpleteni v to, se definitivno ne slepite. Ampak sistem enostavno ni samo pravno pravilo, nadzor in te stvari, ampak so seveda ljudje, ki ga sestavljajo. In ti ljudje se lahko menijo in dogovarjajo tudi izven teh sistemov. In to se pač dogaja v številnih primerih in verjamem, da tudi tukaj. No, pa še ta naslednji primer kot zadnji, potem pa da rečeva še par vprašanj imam za tebe o recimo poplavah. To je bilo tudi najavljeno v sami najavi, ne moramo se seveda temu niti se nočemo in se ne bomo izognili. To vprašanje pa se tiče ne teh katastrof, ki smo jih imeli zdaj v avgustu, ampak bodoče neke katastrofe. Vprašanje prihaja od civilne iniciative za čisto reko Vipavo in sicer se tiče gospodarske cone v Mirnu, gre za občino Miren Kostanjevica, ki naj bi se gradila na poplavnem območju reke Vipave. Namreč po zadnji informaciji naj bi občinska uprava po zaključku prijave pripomb s strani občanov ta vprašanja poslala izvajalcu GC, a odgovor o tem, ali je občina že dobila odgovor s strani izvajalca, ne dobim in seveda v kakšni fazi je ta projekt, tudi ne. Vprašanje postavlja Robert. O tem sem tudi kar precej razmišljal in je treba povezati z delovanjem na področju protipoplavne zaščite nasploh v Sloveniji. Zdaj smo imeli en dogodek v avgustu, ki mogoče bo pa ta dogodek pomagal, bom rekel, pri nekem premiku v boljše prakse in v boljšo delovanje človeka pri urejanju voda in vodotokov v Sloveniji oziroma porečij, kot je profesor Toman nonstop me popravlja, ne samo vodotokov, ampak celotnih porečij. V glavnem, po predpisih take stvari ne bi smele biti dovoljene. Pika.
ne, na poplavnih območjih pravzaprav ne bi smeli graditi. Ne bi smeli ali ne smejo? Ne smejo. Ne smejo. Tako. Zdaj, kjer imajo urejeno, kjer imajo določene karte, kjer je jasno, da se te stvari ne smejo dogajati, potem v občinskem prostorskem načrtu to mora biti, občinski načrt mora to odražati in prepovedovati gradnje. Zdaj pa mi imamo lokalna okolja, kjer seveda so zadovoljni in veseli tega, da se nove investicije dogajajo in da se nove stvari gradijo. In potem imamo na lokalnih ravneh enostavno dopuščene pač takšne in drugačne stvari, mahinacije. Zdaj imamo pa dvojni problem, zdaj govorim sistemskega vidika, pa bom pa konkretno, ampak potem pa je eden izmed predlogov, da se nemudoma določi en moratorij na vse gradnje na ogroženih poplavnih območjih, da v Sloveniji ustavimo to prakso, pač prepovemo v zakonom, interventnim, kakršnim koli, in da se ne sme več tam graditi. In potem mi cel poziv je bil spisan, poslali smo naprej, in potem mi en strokovnjak, ki je opleten v te procese, mi pa reče: Aljoša, ok, se te razumem, ampak a veš, kaj se bo pol zgodilo? Pa bo pa toliko več črnih gradenj. Štegaš. Se pravi, če bomo pa ustavili to, da se da pravno ali pa legalno, ali pa da občina, upravna enota da soglasje za te gradnje, pa bomo imeli pa črne gradnje v prostoru, ker vem, da se bo to pač dogajalo. In potem je tudi primere, mislim, podkrepil te svoje trditve, da ne bomo zdaj bluzali, da smo v nekih larifarjih in gordol. Tako da spet smo pri tem nadzorstvenem, spet smo pri tej nadzorstveni funkciji države, ki se, kar se mene tiče, namenoma upušča za to, da se lahko lokalni interesi volivk, bom rekel politikov v kontekstu volivk in volivcev, da se lahko resničujejo, da se stvari lahko gradijo in tako naprej. In jaz sem prepričan, če bi zdaj naredili eno res dobro analizo, bova še o tem verjetno govorila, ampak če bi res eno dobro analizo naredili stanja, kaj je zdaj vodilo do teh poplav in do teh katastrof, potem bi videli, da so bili to pravzaprav individualni interesi, ki so bili dopuščeni strani institucij, ki bi morali delovati strokovno. Mi smo imeli določene poplavne karte, smo imeli, nekje tudi niso bile določene, nekje so jih recimo občine niso poskrbele za te stvari, zato ker pač niso želele in tako naprej. Ampak vedeli smo, kje poplavlja na nekih porečnih ravneh, pa tako naprej. Vedeli smo, kje poplavlja, vedeli smo, kje so ogrožene stvari, ampak enostavno tega nismo upoštevali, zato ker je nekdo hotel ob reki ali pa kjerkoli zgraditi pač svojo hišo, stanovanjsko ali pa kaj drugega. In zdaj, ko govorimo, se pravi o konkretnem primeru, se pravi te gospodarske cone na poplavnem območju, govorimo o stvari, ki se dejansko pravno ne bi smela zgoditi. To sem zelo preprost. Se pravi, če bo nekdo dosledno to zatrjeval in šel na sodišče, sodišče nima izbire, kot da reče, to ni ok, pika. Ni spet tukaj nekih hakalcev ali kakršnekoli stvari, ampak enostavno mora iti do konca, povedati, tukaj imate protipoplavno karto, vemo, da je to ogroženo območje, tukaj OPN ne sme dovoljevati gradnje, pika. Tako. Zdaj imamo pa za prostorskimi načrti, imamo pa še en problem v Sloveniji, in sicer, da je naše veloumno, ne želim, no, mogoče sem šel premočno, ampak naše ustavno sodišče je razveljavilo člen, preko katerega lahko na upravno sodišče vložimo tožbo zoper prostorski akt, se pravi državni prostorski načrt, občinski prostorski načrt. To v praksi pomeni, da nimamo več poti upravne, ampak da morajo vsi te, ki nasprotujejo lokalnim, občinskim ali pa državnim prostorskim načrtom, morajo iti direktno na ustavno sodišče. To je obremenitev dodatna, oziroma pač nekako daje samo še eno instanco, kjer se potem ustavno sodišče ukvarja s tem, kakšni lokalni interesi so bili tukaj izpostavljeni, in kaj je zakonito in kaj ne v prostorskih načrtih, kar je totalna bedarija. Se pravi, ustavni sodnik se ukvarja potem z lokalnim prostorskim načrtom, ampak takšen je trenutno sistem. In v tem kontekstu bodo nažalost, če ne bodo upoštevane njihove pripombe, predlogi v teh fazah sodelovanja in tako naprej,
bodo enostavno mogli iti na ustavno sodišče, neposredno bodo mogli vložiti pravna sredstva. Kar se tiče pridobivanja informacij, vem, da so imeli težave z pridobivanjem informacij, enostavno je treba po zakonu dostopa do informacij javnega značaja, je treba od pristojne institucije, v tem primeru gre za občino in kot investitorja, ki spreminja pravzaprav občinski prostorski načrt, je treba pridobiti informacijo, v kateri fazi je postopek. To je stvar, ki mora steči takoj. Se pravi, po zakonu mora dobiti informacijo in jo tudi bo dobil informacijo, sicer določen rok je tistih 20 delovnih dni oziroma en mesec, ampak morajo mu to sporočiti. Če slučajno rečejo, ne vemo, gor dol, potem je pa informacijski pooblaščenec, ki te stvari v Sloveniji po moji oceni zelo dobro regulira, dobro reagira in če govorimo pa o teh stebrih, pravnih sredstev, dostopa do informacij, sodelovanja javnosti in pravnih sredstev, moram reči, da dostop do informacij je še najboljši implementiran. Oziroma imamo ta nepristranski organ informacijskega pooblaščenca, ki res skrbi, da do informacij na koncu prideš. Tudi če je težko. Midva bi lahko zdaj o situaciji sanacije po katastrofalnih avgustovskih poplavah govorila ravno toliko časa, kolikor smo zdaj namenili vsem ostalim temam, da sva prišla do tle, pa pač ne bova. Ampak bi te vprašal 2-3 vprašanja in sprašujem te, Aljoša, kot človeka, ki je bil eden od prvih in glavnih pobudnikov, tudi glavni koordinator javnega poziva o obnovi po poplavah. Ta poziv nosi 9 točk. Midva sva nekako prej rekla, da bi vsaj 3 obdelala, ampak se bojim, da bi bilo to nekoliko predolgo. Dovolite mi samo, da vam preberem par stavkov na samem uvodu, uvodu v te točke. Opustošenje, ki so ga povzročile avgustovske poplave, je razkrilo sistemske probleme na področju upravljanja z vodami. Javne oblasti, občine in država že vrsto let ignorirajo oziroma zavračajo številna opozorila, pripombe in priporočila strokovnjakov, ki opozarjajo, da je treba pri soočanju z vedno hujšimi vremenskimi pojavi slediti novim sonaravnim in trajnostnim praksam, kakršne marsikje v tujini že izvajajo, pri nas pa žal še vedno zelo omejeno. V času sanacije škode na objektih in infrastrukturi je treba nujno začeti razmišljati tudi o gradnji mostov med politiko ter stroko in civilno družbo. Pri tako ključnih vprašanjih, ki zadevajo našo varnost, življenja in našo prihodnost, ne moremo več vztrajati vsak na svojem bregu. To je javni poziv, kot rečeno, tako tudi nosi naziv, ampak to je podpisalo na ducate in ducate strokovnjakov in strokovnjakinj, raznoraznih aktivistk in aktivistov in tako naprej. Skratka, ljudi, ki so posvečeni okoljevarstvenim oziroma naravovarstvenim prizadevanjem in vedo, kaj delajo oziroma na kaj opozarjajo. Tako da mene zanima, kakšen je bil potem odziv s strani vlade, da vidimo pravzaprav, kje smo zdaj in kaj naj pričakujemo pri tako ključnem vprašanju v bodoče. Kot veste, je minister, ki je pristojen za področje ravnanja z poplavami, odstopil. Sestanek z njim smo imeli pa zmenjen en dan pred odstopom na temo tega javnega poziva in sestanek je odpadel. Tako da nismo imeli srečanja pravzaprav z pristojnim ministrstvom oziroma resorjem na temo javnega poziva. To je to. Vlada se je odzvala na način, da je 4 pristojnim resorjem, se pravi naravi, okolju, obrambi, pa še mislim, da ministrstvo za javno upravo, ki je pač nerelevantno, ampak kakorkoli. Od njih je zahteval, da nam v 14 dneh pripravijo nek odziv, nek odgovor na te naše zahteve oziroma predloge, rečemo jim kar zahteve. In tega odziva ni bilo, mišljen je bil, kot pravim, potem v neki ustni komunikaciji oziroma komunikaciji v živo, ampak to se ni zgodilo zaradi odstopa ministra. Zdaj, minister je verjetno odstopil zato, ker so bili pritiski na njega zelo veliki, verjetno res ni znal, tako kot je bilo javno sporočilo, potem te stvari kanalizirati in hitrejše narediti. Ampak
ta poziv gre v smeri tega, da kratkoročne rešitve, ki smo se jih posluževali v zadnjih 20-30 letih, ne vodijo do situacije, v kateri bomo imeli neko varno okolje, sploh kar se tiče voda, kar se tiče rek, kar se tiče jezer konec koncev in tako naprej. Če ne bomo začeli, te kratkoročne rešitve, če ne bomo prenehali s kratkoročnimi rešitvami in začeli razmišljati dolgoročno in trajnostno. V kontekstu teh poplav, zdaj smo videli, pritiski so se začeli vršiti strani občin, z vidika, kdaj bodo sredstva prišla, da bomo mi lahko stvari obnovili, da bomo mi lahko stvari postavili isto, tako kot so bile. Se pravi, več ali manj je bilo, pozivi so bili in te želje, da se vzpostavi prejšnjo stanje, da se stvari postavijo tako, kot so bile. V kontekstu ljudi, ki so izgubili domove in te stvari. To je tisti kratkoročni ukrep, ki je sprejemljiv, ki ga je pač treba nasloviti. Za vse ostale stvari je pa treba najprej narediti res eno celovito, jasno, interdisciplinarno analizo, kaj nas je vodilo do tega, da smo prišli do teh avgustovskih poplav oziroma do škode, ki je bila ljudem povzročena. Stroka, ki se je podpisala pod ta dokument, to so vodarji, to so ljudje, ki se z vodnimi strokami ukvarjajo, ki so priznani, ki so v raznih svetih, tudi pri ministrih v tem vladnem zdaj organu za obnovo in tako naprej. Podpisali so ljudje, ki se ukvarjajo s prostorskim načrtovanjem, umeščanjem projektov v prostor. Podpisali so ljudje, ki se ukvarjajo z biologijo, z varstvom živalskih, rastlinskih vrst, z ekosistemi in tako naprej. Šlo je za eno res široko, oziroma gre za eno zelo široko skupino strokovnjakov. Pridružili so se potem seveda tudi nevladne organizacije, posameznice, posamezniki, druge stroke, civilna družba v celoti, kakorkoli. Ampak odziv na to je bil v smislu, dajmo čim prej, čim bolj zavlačevati za odzivom, pa bomo potem na koncu tako ali pa drugače sprocesirali, vmes pa dajmo zadovoljiti te interese kratkoročne, čim prej začeti razdeljevati denar in tako naprej. Kaj je bilo na začetku ugotovljeno, ste spremljali mogoče ocene škode, to je mene najbolj fasciniralo. Na začetku se je ocenjevalo, milijarda pa nekaj, potem sta bile 2 milijardi pa pol. Potem je pa kar naenkrat vlada prišla v javnost z informacijo, da je bilo 10 milijard škode. Kdo je potem to ocenjeval oziroma kako so te ocene potekale? Recimo jaz informacije ne uspem dobiti, pa sem na svetu, se pravi ministra sem imel pred sabo, takrat, ki je še bil, vprašal, kako so te stvari potekale, kako so škoda ocenjevala, da bomo potem tudi videli, kakšna je realna škoda v prostoru, da bomo znali oceniti, kako naprej. Enostavno se v občinah v okviru teh tudi civilne zaščite in tako naprej, se je šlo na teren in v skladu z nekimi pravilniki in navodili se je ocenjevalo škodo in ta škoda je potem dosegla razpon od 2 do 10 milijard evrov. Se pravi, tukaj smo že, bom rekel, ta celovita analiza ali pa pregled nekega stanja, ki se je zgodil, več kot očitno ni bil dobro narejen, oziroma ni transparentno, ni jasno, kaj se je zgodilo. In če ne znamo oceniti in si priznati, da so naše prostorske politike, da naše dovoljevanja, gradenj ob vodah in tako naprej, ob rekah predvsem, da je to vodilo do tega, da niso zdaj bile kar podnebne spremembe naenkrat. Koliko časa že govorimo o podnebnih spremembah, koliko časa smo že vedeli, da se bo ta stvar zgodila. Mislim, brez veze je to sploh poudarjati. Brez veze sploh poudarjati. Mi pa nismo še ničesar naredili na to temo, nismo se prilagajali, nismo se zavarovali za prihodnost, in zdaj se nam je zgodilo to. To je posledica človekovega delovanja. Pika. Tukaj ne moramo govoriti, narava je kriva, narava nas je napadla gor, dol, levo, desno. Ljudje smo si to naredili sami. In ta poziv je bil strukturiran način, ne bomo iskali krivcev, ne bomo šli nazaj. Ne bomo zdaj nekoga izpostavili in ga pribili na križ, ampak bomo rekli, te in te politike, te in te stvari so bile slabe. Dajmo zdaj skupaj stopiti in gremo naprej. V politiki, v prostoru, jaz ne vidim, da bi se zdaj to dogajalo. Se pravi, nekega združevanja znanja, stroke, ljudi, ki vejo, kaj govorijo, ni. Še tisti, ki so v organih noter in potem tako pa drugače pokličejo, sporočijo stvari, profesori, projektanti, ljudje, ki so res pač tam noter,
niso upoštevani oziroma se jih ne posluša. In to je vse v korist tega, da se enostavno na lokalnih ravneh, a ne lokalnih politikah, da se še naprej ugaja interesom in tako naprej in da se stvari gradijo, ki se ne bi smele graditi in da se ponovno spostavlja stanje, ki nas bo spet vodilo do takšnih ali pa drugačnih katastrof. A ne. Tako da, mogoče še en tak duh tega poziva, ki bi ga rad naslovil, a ne. Podnebne spremembe so prišle, podnebne spremembe bodo prišle, ne glede na to, kaj naredimo mi zdaj, stvar se bo poslabševala, vremenski pojavi bodo bolj ekstremni, nalivi v primeru Slovenije, a ne, bodo vse bolj intenzivni v določenih, a ne, letnih časih in tako naprej. In zdaj, ali se bomo s tem soočili, a ne, ali pa bomo vsakič na novo plačevali od 2 do 10 milijard, a ne, za kritje stroškov. Mislim, zame je razmišljanje kle jasno, za množico stroke, ki je podpisala ta poziv, a ne, so te stvari jasne, ampak enostavno posluh politike pa še zaenkrat ni. Minister Brežan je bil zelo, bom rekel, nemočan v teh svojih pozicijah, a ne, tudi javno nastopanje njegovo je bilo recimo precej, ni imel te moči za seboj, no, ki bi jo moral imeti, a ne, sploh v takih izrednih dogodkih in tako naprej, ampak je lepo povzel potem, a ne, ko je pravzaprav odšel, je pa povedal to, kar bi moral povedati. Prostorsko načrtovanje je bilo katastrofalno, bojim se, kaj bodo kratkoročne rešitve prinesle, bojim se, da bo pritisk samo na kratkoročne rešitve in da dolgoročnih ne bo, vse te stvari je povedal. Se pravi, zakaj pa tega nismo slišali, ne vem, en teden ali pa 2 tedna pred njegovim odstopom? Tako da ta poziv je enostavno na tej točki, da čakamo naslednjega sogovornika, ne. Zdaj, Alenka Bratušek, a ne, ki je prevzela resor, primeren sogovornik ne more biti. Se konec koncev tega področja ne pozna, ne. Niti blizu ni. Se pravi, na neki nasprotni strani, a ne, na neki infrastrukturni in energetski strani. Tako da tukaj bo spet potreben, bom rekel, civilno-družben angažma, naslednji korak bo moral biti, a ne, pritisk spet ponovno direktno na vlado. Bomo videli, kako in kaj, družba se bo pa tako ali pa drugače, tako kot si rekel na začetku, ne. Ali se bomo prilagodili, ali se pa ne bomo, mislim. Imel sem še eno vprašanje zate, ampak si na njega pravkar odgovoril, razen če smatraš, da bi vendarle še kaj k temu dodal, na kaj naj bomo pozorni v nadaljnjih mesecih, oziroma da, veš kaj, da ne definiram časovno, pri nadaljnih potezah vlade oziroma oblasti. Na deljenje denarja. Civilna družba bi mogla v celoti nadzirati, kam grejo zdaj milijoni in milijarde, ki bodo razdeljene po poplavah, zato ker to je, bom rekel, edini vzvod, ki je preko katerega je mogoče vplivati, tako ali pa drugače. Če se bo zdaj ta denar brez upora civilne družbe razdeljeval in razdelil in če bodo projekti še naprej potekali tako, kot so potekali do zdaj, oziroma se bo vzpostavilo še enkrat stanje, kot je bilo, potem pričakujemo pač naslednje poplave, ali bodo že letos ali pa naslednje leto, ne. Tako da to je prva stvar. Druga stvar je pa, jaz sem kar precej v teh, a ne, če zdaj smo pa nazaj pri aktivizmu, ker te prijazni načini sodelovanja z oblastjo, javnostjo, politiko enostavno ne obrodijo sadov, ne. Jaz trdno verjamem in vsak dan bolj verjamem, da se bo civilna družba mogla še bolj združevati, še bolj radikalizirati na način stvari, ki niso prijetne za oblast, ne, te stvari bodo mogle biti manifestirane, tako ali drugače bomo mogli tistim, ki jih volimo, stopati na prste in jih nadzirati na vseh možnih koncih, ker tega ne počnemo v takšni meri, a ne, ker mislijo, da lahko počnejo več ali manj karkoli hočejo, potem imamo, a ne, vzpostavljeno neko tako stanje, ki se potem ohranja, se pravi ta status quo, v katerega ne moramo posegati, ki ga neuspešno, a ne, skušamo razbiti na takšne ali drugačne načine, vodne, a ne, zračne, podnebne spremembe in tako naprej, se stvari ne premaknejo, tako da treba bo počasi stvar narediti čim bolj neprijetno za politike, za odločevalce, da bodo slišali in da bodo sprejeli stvari, ne.
Jaz se absolutno s tem strinjam. Ne. Vsakič, ko se omeni radikalizacija ali pa nekaj, ne, vedno je potem ono, mislim, so ljudje, ki, ne verjamem, da ste tukaj zdaj takšni, ampak ono, načeloma te stvari ne grejo dobro v nekem splošnem javnem diskurzu, ker pač, ajoj, kaj pa zdaj to pomeni, ne. Jaz vem, kaj pomeni trenutna situacija, ne. Ne spoštujejo nas, ker se nas ne bojijo, niti najmanj. Okay, in to je cela resnica, ni globoke filozofije. Ne trdim, da moramo nekomu nekaj narediti, ampak se pa absolutno strinjam z Aljošo, ki ga gledam zdaj že veliko časa, kako se pogovarja z ljudmi ali pa mi pripoveduje o raznih sestankih in res veliko dajemo na to, da se pogovarjamo. Želimo se pogovarjati, želimo, da je stroka slišana, ampak prevečkrat naletimo na čiste izkaze nespoštovanja. Oni direktno, mi posredno. In to je to. Ne. Jaz verjamem še oziroma vsi verjamemo, še v en močan element naše družbene moči, to je povezovanje. Tako da dovolite mi sam na koncu, ker začel sem precej temačno, no, ampak se mi zdi, da pač ta ekologija, ta drugi pol, ta drugi proces, ki ga imamo, ki se odvija tudi pri nas, kot drugod po svetu, ne, raste. Ne, da jaz to verjamem, zato ker bi moral v to verjeti, vidim. In v sklopu tega, ali pa za voljo tega povezovanja, no, da lahko mi kot posamezniki in posameznice še nekaj naredimo, da lahko pomagamo tem ljudem, ki so popolnoma običajni ljudje v številnih primerih, ki so kot mi, pa morajo potem postati na nek način kot neki superheroji, postati morajo okoljevarstveni, naravovarstveniki morajo razumeti biologijo, pravo in tako naprej, zato da v svojih lokalnih okoljih ob pomoči in podpori seveda potem bijajo bitke in zmagujejo bitke. Mi nismo gibanje nekih nasprotnikov, ampak v glavnem so bile dosežene velike zmage, pomembne zmage, ki se potem pojavijo v takih malih člankih, bolj liberalnih časopisov, ne? Ampak za nas so pa te zmage velike, ni te športne dvorane pokritega smučišča Besnica z luksuznim hotelom ali več njih, ki ne bi bil za nikogar od nas, mi tega niti nočemo, niti ne potrebujemo. Ni številnih drugih posegov v okolje, ki so bili načrtovani in tako naprej, širom Slovenije in tako dalje. Ne. V tej vlogi sem jaz prej, ko sem omenil, bil pravzaprav na temule srečanju balkanskih aktivistk in aktivistov, malo sem se pošalil, da sem bil tam v neki nedefinirani vlogi, ampak v bistvu vlogi predstavnika projekta Varuhinje rek, ki skozi fotografsko razstavo v ospredje postavlja ženske, zaradi tega, ker hočemo na ta način dati poklon dejstvu, da naravovarstveniki, večina naravovarstvenikov po svetu so oziroma ste ženske. Ne? In če zdaj mi tukaj vzamemo neko računico, da je lani bilo ubitih nekaj čez 20 vojnih novinarjev in okrog 250, vsaj 250 tam nekje okoli naravovarstvenikov, potem je treba tem dejstvom dati nek poklon. Je treba se temu na nek način, je treba počastiti to, da na ta način tudi slavimo življenje za vse tiste, ki prihajajo za nas in da se nikoli ne predamo. Naslednji dogodek, ki bo take povezovalne narave, pa recimo, da govorimo o tem, kar organizirava skupaj z Aljo skozi projekt Varuhinje rek, ne, odprtje fotografske razstave s tem imenom na Ljubljanskem gradu, to bo 8. novembra v galeriji S, torej S, začne se ob 18. in ste vsi vljudno tja vabljeni. To ni klasična otvoritev galerije, v kateri sicer sodeluje 23 naših fotografov in fotografin. Vsakdo od njih je fotografiral oziroma fotografirala eno slovensko reko in potem so vse te zgodbe še zraven, pridite, poglejte si, da ne bom zdaj tukaj predolgo govoril. Ampak to ni samo neka gala otvoritev neke fotografske razstave, to je 14. odprtje razstave, vseh 13 prej je bilo širom Slovenije, od Goričkega do Kanala ob Soči in tako naprej. Po enem letu pa pol smo šele prišli v Ljubljano. In to je pravzaprav dogodek, ki je namenjen ljudem, kot so Aljoša, kot ste ljudje iz različnih civilnih iniciativ,
danes tukaj, kot ste podporniki in podpornice, razumniki in razumnice in tako dalje, in tako dalje. To je nek dogodek za nas, da se lahko bolje spoznamo, da se družimo, da se širijo te naše ideje, da naša poznanstva prerastejo v zavezništva in prijateljstva. To je to, kar mi absolutno nujno potrebujemo in to je to, kar bomo pravzaprav širili tudi po celem Balkanu, ker ločujejo nas religije, politika, meje, žice, demagogi, tudi kultura in tako naprej, ampak reke nas povezujejo in v tem kontekstu gremo in širimo to mrežo mrež naprej. Ko so že prišli tja na to srečanje v Črni Gori z nekim napisanim pozivom, pa vsi v nekem duhomornem razpoloženju, ne, tam je vse pisalo, zahtevamo to, hočemo to, smo proti temu, ne vem kaj, ne, potem sem jaz, da bi malo jih razvedril, ne, sem rekel, dej briši vse to ven. Vse to, kar ste napisali, te 3 strani, meči to ven in začnite pač z enim preprostim stavkom, mi smo gibanje zmag. In s tem v srcih in v mislih gremo dalje. Hvala vam, ker ste bili z nami, hvala ti, Aljoša, in hvala vsem iniciativam, ki jih imamo tukaj v naši državi, da nadaljujejo ta narodno-osvobodilni boj. Hvala.